in predpisovanje po terapevtskih indikacijah. To pomeni za vročino, aconitum belladonna. Angino, lahasis, ja, smo se učili, fitolaka, hepar, ne, za herpes rustoxicodendrum, ne, natrum muriaticum, za kašelj, brionijo, če pa navdelval pa drosero. Menopauzo, cimicifuga, še eno zgodbo živo. Imam eno pacientko, ki je prišla z nekim čudnim, groznim, atipičnim kašlom, ki jo je mučil kakšen dober let, ki je bila na golniku, ki je bila vse povsod in noben živ Bog ni vedel, kaj naj s tem kašlom počne, odkot pride, zakaj je tam in tako naprej. In se mučva že na uro, tuhtava kaj, pa sem pa rekel, ne vem, kaj me je prešinilo, da sem rekel, ste vi že kdaj kakšno homeopatsko zdravilo jemala? Pa prav, ja, saj še jemljem. Cimicifugo C30, že leto pa pol za menopauzne težave. Sem dobila v lekarni. To kugelc? Ne, saj vsak mesec grem iskat, pa jih dobim na novo. Homeopatski farmacevti, lepo vas prosim. Vsak, ki pride nekaj kupiti, ga vprašajte, koliko časa že to jemlje, pa ga dejte probati usmeriti v pravo pot. Skratka, ta kašelj je bil čist samo zaradi tega, ker smo potlačili simptome menopauze. Sem rekel, nehaj jemati cimicifugo, pa se pa v glas, pa imela pa vse tiste oblivanja, ni šans. Sem rekel, pa kašljaj. Ja. Supresija, ne? Supresija pa kašelj. Če hočeš to pozdraviti, moraš ukiniti zdravilo. Sreč, ni bilo kaj hujšega, sej pol je ukinila. In smo se počasi skupaj sestavili, ne? Ukiniti zdravilo in dobiti nazaj vse grozne simptome menopauze in potem se tiste poloti in potem smo se skupaj poštimali. Ne? Zdravila, a veste tole, samečkan, aconitum belladonna, a ne, za vročino dobiš takoj v lekarni. Sej deluje, ne? Ampak kaj pa pol, če ne deluje? Pa če deluje supresivno? Kdo zdaj to, ne, simptomatologija se spremeni. Kdo zdaj to spremlja? Čez 3 dni nisem boljš, oziroma nehal me grl bolet, ampak zdaj imam pa strašne krčevite bolečine po trebuhu. Naslednjič boste videli, bomo en tak primer supresije imeli živi, je dala ena gospa Arzin za ene trebušne težave in otrok od takrat naprej dobil hude fobije, vse sorte ga je strah, predvsem pa žuželk. Ne? To se dogaja. Kdo bo zdaj to spremljal, ukrepal, vedel narediti, kaj je treba? Zaradi tega, veste, vloga farmacevta v homeopatiji je tako nekako delikatna. Ne? Farmacevt lahko veliko pametnega naredi, lahko pa tudi veliko nepametnega naredi. In je treba malo se zavedati, da kljub vsemu farmacevt ni zdravnik, nima enega splošnega pregleda, obče medicinskega, nima enega splošnega homeopatskega pregleda. Večina farmacevtov pri nas je žal naredilo 100-urni tečaj, kjer so se učili tole. No, nagaja. Tole. Če pride vročina, mu dajte akonit, pa belladonna, z angino mu dajte to pa to. In ima tele zvezke tam lepo, kaj imate težave z menopauzo? Pulsatilo. Ne, cimicifugo. Tako, večina farmacevtov ima slabo znanje. Gotovo pa je 100 farmacevtov, ki je naredil malo boljše tečaje, ki hoče vedno na tečaje, ki se izobražuje, ki bere kaj in tisti zna pa zelo veliko. Me včasih rešujejo. Sem je zdravo eno angino, ne vem koliko časa, kamor nisem prišel, pa je pa prišel do farmacevtke v velenjski lekarni, ona je zelo v redu, se je malo poglobilo, rekel pa se to bo fitolaka in je zrihtala. Boljš kaj jaz. Ne? Ampak večina farmacevtov zna slabo pri nas homeopatijo. Tako da je tudi fajn vedeti, kjer zna dobro. Vprašanje. Mene zanima, če so take potlačitve oziroma da je ena tak miks že dobil človek, a je pol boljše pustiti, da to izveneva? Najboljše pustiti, da izveneva, ja, če pride do potlačitve, če pride do takih stvari. Se bomo naslednjič prav, a veste, naslednjo predavanje bomo imeli samo ponavljanje. Vam bom sestavil en test, ga bom dal na internet in ga lahko vsak sam doma reši že vnaprej. Zato, da bo malo preveril svoje znanje. Potem bomo pa šli na predavanju skozi in se bomo
in se bomo pogovorili tako, da bo tudi tisti, ki ne boste reševali, ki se vam ne bo ljubilo delati tega, da boste nekaj izvedeli. Predvsem bi vas pa povabil, da ga rešite doma, da se boste na ta način precej ponovili in razčistili zadeve na predavanju lažje, kakor bo. Tako da na ta način bomo šli čez bistvene stvari. Ja, vprašanje je bilo, kaj narediti. Na kratko najbolj pustiti, če pa zadeva vztraja, pa homeopata pokličite, ne sami, ne slabi tumbati. Poglejte si izročke, supresija, kaj se dogaja. Še enega napačnega predpisa si ne smemo privoščiti, drugače lahko naredimo še večjo štalo. Takrat je na vrsti homeopat. Tako da ta gospa mi je poslala mail, kaj naj naredi, pametno od nje. Bomo nekaj zrihtali. Epilog sledi na naslednjem predavanju.